Vlada bo preučila možnost ustanovitve nove letalske družbe. Ali bo to dovolj za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije? Zadnje posojilo, ki ga je kronično zadolžena italijanska družba Alitalia prejela od države, je bilo nezakonito. Tako je presodila Evropska komisija in letalski družbi v stečaju naložila vračilo 400 milijonov evrov. Toda zdaj je že jasno, da ta denar ne bo nikoli vrnjen, kar velja tudi za pomoč v preteklih desetletjih in za $500 milijonov evrov, s čimer bo država pokrila letalsko izgubo Alitalijine naslednice. Zadnja zneska, s katerima je obseg državnih pomoči Alitaliji v zadnjih 5 desetletjih dosegel 11 milijard evrov, sta znašala 900 in 400 milijonov evrov. Gre za posojili, ki jo je Evropska komisija s 3-letnim zamikom razglasila za nedovoljeno pomoč države. Glede zadnjega je svoj sklep sprejela v začetku tega tedna. Posojila ni moč razumeti kot namenskega za prestrukturiranje poslovanja, zato ga mora Alitalija v največji možni meri vrniti z obrestmi. A ker je podjetje od predlani v stečaju, novi prevoznik ITA Airways pa ni pravni naslednik Alitalije, bo poenostavljeno rečeno tudi to posojilo za davkoplačevalce izgubljeno. Toda tudi novo za pol manjše podjetje je v rdečem. V začetnem poltretjem mesecu delovanja leta 2021 je ITA Airways pridelala za 148 milijonov evrov izgube. Lani v vsem letu, po v sredo objavljenih zaključnih računih, novih 486 milijonov. Preračunano na dan znaša izguba podjetja, katerega materialno premoženje je vredno dobre $500 milijonov evrov, 1,3 milijona, kar je primerljivo z dnevno izgubo zadnjih let Alitalije. Kdo bo luknjo pokril, je jasno. Tudi ITA Airways je v 100% lastništvu države. Vlada se je sicer že pogodila za odprodajo 40% deleža ITA Airways nemški Lufthansi. Posel naj bi zaključili do poletja. Kako pa v Sloveniji izboljšati letalsko povezljivost? Pri okrevanju potniškega letalskega prometa po pandemiji COVID-19 je Slovenija med najmanj uspešnimi evropskimi državami. V 3 letih namerava vlada letalskim družbam za vzpostavitev novih povezav nameniti nekaj manj kot 17 milijonov evrov. Kot je znano, je letalska družba Adria Airways leta 2019, 3 leta po prodaji nemškemu skladu in po 50 milijonih evrov državne pomoči, končala v stečaju. Zdaj medresorska delovna skupina išče možnosti za ustanovitev nove letalske družbe. Na mizi naj bi bilo več različic, tudi javno-zasebno partnerstvo. Brez večje letalske povezljivosti ne more biti dobro izvoznega gospodarstva, ne more biti konkurenčnega gospodarstva, pa tudi ne more biti turističnega obiska. Skupaj bomo z Ministrstvom za infrastrukturo pripravili vladno dokumentacijo, vladni program o možnosti vzpostavitve novega letalskega prevoznika. Z nami je Peter Grašek, nekdanji predsednik uprave Adrie Airways in zdajšnji predsednik nadzornega sveta kontrole zračnega prometa. Gospod Grašek, pozdravljeni. Ali bi bilo smiselno ustanoviti novo Adrio Airways in predvsem, koliko bi po vaši oceni stal zagon? Smiselnost je potrebno ugotoviti z neko feasibility študijo, vendar večina linij, ki so dobičkonosne, so že zasedene strani drugih tujih prevoznikov. Vsekakor bi to bila velika investicija, če bi ta projekt bil odobren, računamo okoli 100 milijonov evrov bi bilo potrebnih za ta projekt, od tega 50 za zagonske stroške in vzpostavitev in 50 za pokrivanje izgub, kajti Evropska unija dovoljuje samo enkrat na 10 let pokrivanje izgub. Kaj pa tekoče poslovanje v Italiji? Kot vidimo, se nacionalni prevoznik ne more izviti iz rdečih številk. Res je, tam je več vplivov, med njimi tudi ekonomija obsega celo v Italiji, ki je 10-krat večje tržišče kot Slovenija. In v Evropi se nadaljuje pospešena konsolidacija te dejavnosti, saj številni prevozniki enostavno z premejno ekonomijo obsega, posledicami COVID-a, tečajnih razlik, cenami, visokimi cenami kerozina enostavno ne zmorejo več in se konsolidirajo v okviru večjih grupacij. Ena od teh je Lufthansa, ki je prevzela tudi Swiss, Austrian, Brussels Air med drugim. Kaj menite, katere letalske povezave pa bi bile lahko rentabilne, morda z Brusljem?
Verjetno z Bruslom, da, vendar je treba računati s tem, da je stari poslovni model Adrije preživet, ni več tranzitnega prometa v obsegih in dobičkonosnosti, kot je bil pred 10 leti in več, in se je potrebno skoncentrirati dejansko samo na potencial slovenskega trga, na podlagi realnih potreb in obsega gospodarstva in prebivalstva. Kot vse kaže, pa zasebnih letalskih družb poleti iz Brnika ne zanimajo pretirano, kakšne so torej druge možnosti. Je tu mogoče vzpostaviti javno-zasebno partnerstvo ali naj se Slovenci sprijaznimo, da so naše glavno letališče Benetke? To je ena izmed možnosti, vendar tudi tukaj usiha interes. Dober primer Air Serbia in Etihad, to je letalska družba iz Abu Dhabija, kamor je bil prodan JAT oziroma Air Serbia pred dobrimi 10 leti in se že umika ven. In predsednik Srbije že ponuja Air Serbio novemu NUPS-u, in sicer Qatar Airways. Tako da jaz mislim, da je bolj realna varianta, da se bomo zanašali na to, kar nam ponujajo tuji prevozniki v Ljubljani in v 5-6 okoliških letališčih, med njimi tudi Benetke seveda. Hvala lepa in lep pozdrav. Hvala vam, nasvidenje.